Drugi dan. Zbudim se zjutraj in ugotovim, da imam veliko časa, do 2, ko imam bus za Nico. In jaz se odločam, da bom turist po Genovi. Čeprav je ful vroče, bom se jaz sprehajal. In odrinem in hodim po nekih teh ulicah in pridem do teh simpatičnih motorjev, tla sem se ustavil, mi je bilo to kar hecno, ker nisem nikoli videl toliko teh motorjev na enem mestu. In grem naprej po teh manjših ulicah, tako neko klasično morsko mesto, pridem do Porto Antico. Tle so me fascinirali te željavi, ki so me spominjali na neke robote iz unga filma Vojna svetov. To mi je bilo lepo gledati. In potem sem šel malo naprej in naletim na bazen. In pogledam cene, vidim, da je 5 evrov 2 uri in se odločam iti na bazen, ker je še vedno vročinski val in je zelo vroče. Pridem not in mi neka ta simpatična Italijanka na recepciji mi nekaj začne težiti, da moram imeti kapo za bazen. In pol nisem imel tega in pol sem mogel to kupiti. Tako da v Italiji na bazenu moraš imeti kapo. Ta bazen je bil taka zmaga, lepo sem se osvežil, glava se je ohladila in sem začel celo uživati malo. Po 2 urah sem šel proti avtobusni postaji, vmes moram sam še v trgovino in trgovina je bila malo izven poti in se malo zadržim v tej trgovini in zdaj sem v krizi, da bom zamudil bus in moram teči in vsa relaksacija iz bazena je šla, ker sem zdaj bil prešvican, na 37 stopinj moram teči na bus. Ujamem bus, pridem gor, se usedem, se vozimo 1 uro in v gužvo pademo. Neka nesreča, gužva, ne moš naprej, ne nazaj in zdaj moramo čakati tam. In jaz začnem razmišljati o svojem idealu potnika. 22.8.2023, čas je tudi za ta vlog. Zdaj že 2 dni potujem po jugu Evrope. Štartal sem v Milanu, Ljubljani, v Milano, Genova, včeraj, danes grem v Nico, pa nadaljujem naprej Cannes, Marseille, Montpellier, Barcelona, Valencia, Gibraltar, do Portugalske, do Porta, če mi rata v 2 tednih in pol. In potem nazaj domov z avionom. Ali pa. Ja. Mislim, to je bil prvotni plan. Včeraj sem prišel v Genovo in sem imel preklop mindseta, kjer ta vročina, ker je bilo 35, pač 4 sem prišel, nisem imel za spat, hotel sem ta couchsurfing, ampak nič nisem mogel dobiti, zelo težko je dobiti kaj tam. In sem popizdeval, pa sem dobil nek hostel, nisem vedel, kaj iti naprej, nisem mogel najti morja, plaže, za okopati se in se mi sesul vse. Tako da sem imel prav krizo, pošteno, da sem sam razmišljal to, kako bom šel domov. Zdaj, to je bilo malo mind over heart, ampak ful mi je težko bilo videti, počutil sem se zelo sam, tujec in tako gromozansko vse okoli mene. Torej, da imam v glavi neko podobo o sebi, da mogoče bi pa jaz lahko... Ne, jaz vem, da... Tako je, 90% vem, da sem prerazvajen na udobje in prestrašen za karkoli drugega. Da bi lahko drugačen bil in
potem se probam dati v take situacije, kjer je res tako. Tako da je bil krizni trenutek. Vsebi popoldne si. Fora je, da me enostavno me nekaj žvajzne, da ta neprepričanost. Raj bi bil doma mogoče, pa izkoristil čas drugače. Ne vem, če meni osebno to vse toliko da. To potovanje. Kaj je sploh to? Iz enega mesta v drug mesta. Si to sam dobro zamotil na mesto. Vsak dan moraš sam nekaj započeti. Pa na živce mi gre to, skozi moraš to blokirati, pa iskati. Dejansko moraš ful enega truda vlagati v sebe, v svoj obstoj. In mislim, da mi je to prestresno in ko začutim, da mi je to stresno, bi naraj sem zbežal domov in bil tam v stanovanju, kjer vse že vem, ni nič neznanega. Tako da mislim, da je to strah pred neznanim, pred tem, ali bom zmogel, ali dejansko verjamem vase, da bo v redu vse, da se bom znajdel. In se ne morem pomiriti, dokler se ne skrijem za nekom. To je zdaj prispodobno. Skrijem se za nekom, to pomeni. Skrijem se za neko institucijo. Enkrat, ko sem dobil hostel, vse je bilo v redu. Vse je ta notranji del malo tako. Vse sem bil slab tako, ker sem bil žalosten, da sem videl, da nisem zmožen biti človek. Da če bo treba, bo še en dan spal v duni, boš sam hodil. Ful mi je čudno bilo, ni mi bilo čudno, bolj je bilo žalostno. Ful sem bil žalosten, tako, ker sem kar videl svoje omejitve. Kar vidne so mi bile, tako, ta zmedenost, izgubljenost, možgani mi ne delujejo popoldne. Imam v glavi ideal, jaz bi rad to brez telefona, pa da sam koga vprašam. Mislim, da vse to se zbere v nek tak, dam si neke take škatle, neke ovire, pritiske sam od sebe in to nezavestno, to je podzavestno. Podzavestno se sprožijo vsi moji ideali. Ideal ful pocen, znajdeti se, vesolje ti bo že prineslo v vsakem trenutku točno to, sam če se prepustiš flow. In telefon in bookingi, to je vse nasprotje tega. V tej glavi taki. Se pravi, ta kolaps nekih mehnih idealov o sebi, ki jih želel imeti. In potem, ko vidim, da nisem dovolj močen, se mi sesuje cel svet. Tako da danes imam že zmenjen, kje bom spal. In tudi vožnjo sem zrihtal zjutraj vse. Malo morje. Tako nisem prepričan, a zdaj to naprej počnem iz tega, ker mi paše, ali ker se želim dokazati nekaj. Tudi če si želim dokazati nekaj, mislim, da je dobro, da je zdaj. Pač ne bo nek uživaški dopust, ker se ne moreš glih sprostiti 100%. Ful je tunelov. Vsem, ne? 35 stopinjev od zunaj. Sem pa izbral čas, ne? Ni mi všeč nič tle na tej obali za enkrat. Vse je nametano skupaj. In vse je zelo industrijsko. V bistvu se imamo še najlepš na tistem delu sveta. Slovenija, Balkan, Jadransko more. To je top, stane. To je res top. Tera gosta. Gosta imam dosta. Z vročino se mi je
težko boriti. To mi je bilo še najbolj do zdaj vse. 36 na avtocesti. Pač, to je tako, kar možgani še dan. Ne vem, kaj še zapovedati. Hostli so mi cool, v njih se dobro počutim, se mi zdi, ker je veliko ljudi in vsi so on their way somewhere. So. Včeraj mi je bilo kao jasno, da jaz nisem pustolovec. Ampak pol, ko sem se pomiril, pa se mogoče. Fora je, da jaz vem, če ustrajam, jaz bom s ponosom na to gledal. Da sem to. Fora je sam, da se mi tepe del mene, ki bi rad doživel to užival in to on razume kot dopust in se imaš sam ful fajn in sam lepe stvari. In tle je pa ful enga, je vroče, moraš rihtati, moraš... To za ta blog, ker mislim, da sem v bistvu povedal, ne, da se ful borim s sabo, a sploh sem človek za te stvari in pol tako nekaj o meni govori. Kaj pa, če nisi nikoli nič človek za vse, ampak samo pač nekaj probavaš in potem čez čas postaneš človek za to. Ja, mislim, da bo dosti dal. Upam, da preživim popodnevne napade obupa. Pridemo z busom v Nico, stopam dol z busa in začutim en tak mir, nobenega tega italijanskega kaosa. Pridem metro mimo, tako nek lep zvok, ki se ustavi tako ping. Grem na ta metro, grem do centra, se sprehodim po centru do hostla, uživam, Nica mi je top, že zdaj. Ta mir in zen mode, ki me je prevzel v Nici, še vedno se ga spomnim. Grem v hostel, nisem bil 5 minut tam, toliko, da sem se razpakiral, pa še stuširal, nisem ga niti dobro pogledal, niti se ga ne spomnim. In sem šel hoditi po Nici. In me čist očarala Nica in sem si rekel, jaz bom enkrat tukaj živel. Hodim po teh njihovih ulicah, vse je lepo, čisto, veliko je dogajanja, pridem do promenade. To mi je bilo zelo všeč. Na eni strani imaš lokale, kafiče, bare, diskače in tle je žurka. Pol je cesta vmes, pol je promenada oziroma pešcona in potem je od spodaj tako plaža dol. In to mi je bilo super. In tle sem se sprehajal, pol imajo te stole, ki lahko gledaš proti morju in samo sediš in uživaš. Zvečer se ljudje tako kopajo, pol na tej promenadi je veliko dogajanja, tisti z unimi skiroji, pa z te, ki delajo salte, žonglirajo, pa oni, ki delajo, kaj se une, rolerji in potem delajo une trike z rolerji, tako da to je bilo zanimivo. Na drugi strani imaš pa tako čez cesto žurka, diskači, lokali, vse živo. Jaz sedim na teh lepih modrih stolih, gledam morje in začnem razmišljati, kaj pa zdaj naprej, kaj bom jaz naprej? In ugotovim, da je Cannes 30 km naprej od Nice. To je tam, kjer je filmski festival. In jaz kot velik oboževalec filmov si želim iti videti Cannes. In začnem iskati opcije, kako priti do Cannes, ni mi všeč, neki busi, vlaki, drago. In pritisnem v Google Maps uno pešpot. In vidim tako, hodaš ob morju, 30 km, 8 ur hoje. In meni se pojavi ideja, kaj pa če grem peš? Malo razmislim, ne, si se da, si sem že hodil toliko. In se odločam,
jaz grem peš do Kana. Najdem si hostel, rezerviram hostel, poiščem, kje je Lidl najbližji, da zjutraj lahko grem kupiti za jest, salama, francoska bageta, sendviče naredim in to je to. Peš do Kana. Narejen. Naslednji dan je narejen. Še malo se sprehodim po Nici in grem spat.